3 pogorja, 3 rečne doline. Pohorje, Karavanke in Savinjske Alpe sekajo Mežiška, Dravska in Mislinjska dolina. Z dobrimi 1000 kvadratnimi kilometri in nekaj nad 72.000 prebivalci je Koroška med najmanjšimi slovenskimi regijami. Slikovita in pestra, kot je Koroška pokrajina, je tudi njena zgodovina. Prazgodovinska najdišča, ostanki rimskih naselbin, rotunda na Muti, ki jo je že v 11. stoletju posvetil papež Leon IX, le kako stoletje mlajša Kostnica v Libeličah, prve omembe Slovengradca, Črne, Dravograda iz 12. stoletja, je le nekaj kamenčkov tega bogastva. Ljudi in deželo je zaznamovalo rudarstvo, železarstvo in lesarstvo. Rudarilo se je tu menda že v rimskih časih. Industrija je še danes najpomembnejši del koroškega gospodarstva. K celotni bruto dodani vrednosti prispeva polovico in po tem merilu je Koroška druga med slovenskimi regijami. Storitve prispevajo slabo polovico, 4% pa kmetijstvo. V regiji po Ajpesovih podatkih posluje okrog 1000 gospodarskih družb. Večina jih je zelo majhnih, velikih je le 20. Razmerje med velikimi in manjšimi podjetji ni najboljše. Med najuspešnejšimi so Ravenski Metal, Energetika Petrol, Mežiški Tap. Gospodarska kriza tudi Koroške ni zaobšla. Nekaj stebrov se je krepko zamajalo, med njimi najbolj slovenjegraški Prevent. Kmetovanje je glavni vir preživetja za četrtino ljudi, ki živijo na kmetijah. Več kot v slovenskem povprečju se jih ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, tudi turistično. Turizem ima na Koroškem bogato zakladnico, a videti je, da se dejavnost, tako kot kralj Matjaž pod Peco, še ni povsem prebudila. Za kolesarjenje, pohodništvo, planinarjenje in druge prostočasne aktivnosti je obilo možnosti, toda manj ležišč na 1000 prebivalcev ima v Sloveniji samo še ena regija. Med največjimi ovirami za hitrejši razvoj Koroške je slaba prometna povezanost s preostalim delom države. Leta 1829 jo je Avstro-Ogrska povezala z osrednjo Slovenijo, ko je zgradila cesto skozi sotesko Hude Luknje. In pri tem je bolj ali manj ostalo do danes. Kar pa asfalta tu, kar pa tam, je vse, kar si regija lahko obeta do leta 2014, ko naj bi začeli graditi 3. cestno razvojno os.